Schwarzeneggera so vprašali, katera ponovitev od 10 pri treningu moči je najvažnejša. Odgovoril je 11. Pa je res tako. Ta Schwarzeneggerjeva filozofija zelo dobro ponazarja ta zahodni način razmišljanja. Vse mora biti nekako na silo, vse mora izgledati potem lepo, važna je kulisa, vseeno je kaj za kuliso. Pa zdaj ne mislim čisto nič zmanjšati dosežke, ki jih je dosegel Arnold Schwarzenegger, ker je res car, poslušajte sami podcast z njim, pa vam bo vse jasno. Ampak obstaja pa tudi drug način, mogoče manj ameriški način razmišljanja, in to je ruski. Pavel Tsatsouline, torej Rus, ki je pripeljal kettlebelle v Ameriko, pa populariziral ta krasen šport in ta način treniranja z kettlebelli oziroma giri, kakor jim pravijo oni, je pa tukaj malo drugačnega mnenja. On pravi, da je fajn trenirati na pameten način. In kako je to? Pavel Tsatsouline trdi, da je nesmiselno v mnogih primerih trenirati do mišične odpovedi. In če vzamemo prejšnji primer, če smo sposobni narediti 3 sete po 11 ponovitev določene vaje po Schwarzeneggerjevo, se lahko na ruski način tule udejanjamo celotne zadeve malce na drugačen način, naredimo na mesto 3x11, 5x po 8 ponovitev. In na ta način ne spumpamo mišice do konca in smo sposobni konec koncev narediti potem 5x8 je 40 ponovitev in 40 ponovitev potem tudi kar naenkrat 7 ponovitev več kot pa na Schwarzeneggerjev način. Torej, če ne treniramo do mišične odpovedi, lahko naredimo več setov, ker lahko naredimo več setov, lahko naredimo več ponovitev in ker lahko naredimo več ponovitev, glih tako lahko fantastično napredujemo. Na ta način treniram tudi jaz in sem z rezultati zelo zadovoljen, mogoče poskusite na ta način trenirati tudi vi. Sem Robert Lisac in če želite tudi vi stopati po poti modernega samuraja, se naročite na ta kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!